Kje sta alienčki moja alien mama tukaj? Danes na nek način govorimo o nečem, ker sem že govorila enkrat na kanalu in sicer v videu, ki bo tudi dol, upam, da ne pozabim, pripopan v opisu videa. Adrenokrom, droga, ki jo pridobivajo zmučenih, trpinčenih, prestrašenih otrok na adrenalinu. Ta video delam zaradi te fotke. Bam! Ko sem videla to fotko, me je vrgel na rit in sem bila tako... Mi nismo vsega obdelali, to vse dogaja, od nek je ta fotka prišla in sem bila tako, dajmo to raziskati. Kje da fakt so te kletke, ki se to dogaja, gleda grozen, zanimalo me je, brskala sem ko zmešana, je pa možnost, da ne glede na to, koliko stvari sem najdla, še zmer... Vse je toliko skrit, vse je toliko... To sem že prvič rekla, ampak... Klikaš v nedogled in je skos manj, kada je vse odstranjen. Kot neka osnova, podlaga za ta video. Trenutno po svetu naj bi bilo več 10 milijonov žrtev human traffickinga, torej preprodaje s ljudmi. To so ljudje, ki se skrivajo med nami. V Sloveniji definitivno manj kot v kakšni Ameriki, Mehiki. To so ponovno žrtve migrantov, ki se itak ljudje porazgubijo in mlade odneseš v družine in sčasoma z leti se niti ne zavedajo več tega, koliko so v obupnem lifestylu, ampak preslej so to neke prostitutke pa otroci, ki delajo neka obupna garaška dela in odrasli, ki to počnejo. Ljudje, ki so v nehumanih okoliščinah, v polnih manipulacij in neznanstvenega življenjskega standarda in po možnosti tega niti ne vejo, teh žrtev je res milijone. Žrtve so pa tlih najšibkejši in ti najšibkejši so zelo pogosto otroci. Ampak jaz v tem videu nočem nasploh toliko govoriti o tem, ker je huge problematika, ampak res bi šla v to ozko sfero, ki me zanima, kaj je s tem adrenokromom, kje po svetu so ti otroci, ker mora biti in otrok, mora biti prestrašen, mora biti mučen, komu uspe to toliko dobro skrit in predvsem bomo šli v te kletke, v katere sem se zapičila, ker vem, da ste zato tudi prišli ta video gledati. Torej, nedolgo nazaj, mislim, da aprila 2020 je ven prišla informacija, da naj bi v New Yorku pod Central Parkom bili rovi, v katerih naj bi se skrivali te otroci, pa ne skrivali, oni so naj bili tam ujeti v teh kletkah, v nehumanih pogojih. Zdaj tako, informacij tle je bilo več in to me toliko moti, ker so več in so si toliko različne, nekaj je okrog 3000, nekaj je okrog 2000, nekaj je bilo okrog 100 000 otrok, to je meni tako, dejno stari. Odločite se nekaj, če že je ta informacija v svetu. Ne le otroci živi, tudi trupla, tisti, ki so preživeli to, so se hranili z mrtvimi potem, v glavnem bizarne stvari. Bi bilo v predoru, ko se je razlegal na 4 kilometrih, dolg 4 kilometre med pristaniščem v New Yorku in stavbo Clinton Foundation. Torej, aprila naj bi to odkrili in šli reševati te otroke. Takrat naj bi tudi v newyorško pristanišče pripluli ladji Comfort in Mercy, kakor vidite na slikah, in te dve ladji naj bi potem reševali te ljudi. V samem Central Parku naj bi takrat bilo ful teh šotorov, ne vem, so še vedno tam, ampak zdaj tako. Posod piše, da so to šotori namenjeni koronavirusu in pač zasilna bolnišnica, prostovoljci, Valjda je teorija zarote tle, da je to krinka in tisto, da gre pozornost drugam in da je v bistvu to za te otroke. In pa tudi te dve plovili Comfort pa Mercy naj bi bile tam zato, da pač pomagata tem tisočim otrokom. Skupaj naj bi vodila pentagonska enota za pedofile. Nisem vedela, da je to tako natančno razdeljen in ne bi bilo vse skupaj ekstremno skrivno, tako zelo, da noben sploh nič konkretno ne ve o tem. Gre samo zato, da je enkrat likal nek video na YouTubeu, več o tem pa večkrat kasneje. So tudi razne medicinske sestre, ki so poudarjali in zagotavljali, da je to resnica in da tudi tiste žrtve, ki so v tem primeru nekaj bilo 100 000, 4 do 6% naj bi jih vseeno še potencialno mogli umreti, ker so v tako slabem stanju, in psihičnem in fizičnem. Obstajali naj bi dejanski dokazi o hudem mučenju in hudi zlorabi. Se pravi, iz tega ne najdem nič, niti ne bi mogla dejansko vključiti v video, ampak če kdo kaj najde, ne mi prosim sporoči. Ti otroci in ljudje ne bi bili stisnjeni v te predore toliko časa, da ne bi nujno potem potrebovali respiratorje, ker niso mogli normalno dihati toliko časa. Naj sicer ne bi to veljalo za vse otroke tam, ampak veliko od njih naj bi jih trpeli ravno z tem mučenjem, iz katerega so potem pridobivali adrenokrom, se pravi, zato je pa potrebno nečloveško mučenje.
Po svetu je več teh primerov bunkerjev, recimo v Mehiki je tale nastal, kjer vidiš, da so to prostori, kjer gre lahko le otrok noter, na tak način, da noter lahko zleze, odrasel naprimer ne bi mogel zlesti niti noter, za odraslega človeka ni dosti prostora, niti da stoji pokončno načeloma, otrok pa, ko enkrat zleze noter, ne more zlesti ven, pač jasno je, da gre za otroke. Potem tam vidiš razne igrače, otroške stole, otroška oblačila in iz tega res ni težko sklepati, da gre za otroke, ki so bili tukaj ujeti, sicer to je bilo na tej točki, ki so našli že prazno. Je pa bizarno, ker v tem primeru ali gre za adrenokrom, ali gre pa za mogoče otroško pornografijo, ker se vidi na drevesih prav tako za zapestja zavezati razni trakovi in pasovi, ker v bistvu so to drevesa prav za posilstvo. Na tej točki mislim, da je čas, da omenimo Jeffreya Epsteina. Jaz dejansko, ko sem ful govorila o njemu, pa sem umorala, ne sem umorala. Jaz nisem nič spremljala in sem šele zdaj pogruntala, kdo da hek je ta človek. To je en izmed teh ljudi, ki so verigo human traffickinga vzpostavili po svetu. On je bil bilionar, ki je imel v lasti in otok, in privatne džete, in ne vem koliko poslopi po celem svetu. Renče, res bogat moški, ki je pa celo življenje skupaj s partnerko zlorabljal mlade punce. On je imel celo organizacijo, kar se tega tiče. Bil je odvisnik od seksa z mladimi dekleti, tam 14, 15, 16 let, in njegova žena je v bistvu jih nekako preskrbovala svojo prijaznostjo. Recimo, on potrebuje maserko za potovanje in punce so bile itak za idealen lifestyle in jih je konstantno na ta način zlorabljal. In te punce so imeli tudi nalogo, da so iskale druge žrtve naprej in ta krog se je šel v nedogled. V 20 letih pa je več kot 1000 žrtev. Samo reči, koliko je to dostopno elitam, koliko je to dostopno bogatim in tistim, ki so zaščiteni z višjih koncev. Recimo tudi princ Andrew je bil vpleten v to, ker so dokazi in fotografije, ampak njemu nič ni, on mislim, da je še vedno normalno na prostosti in kada nič ni, ker pač je to pomemben. In pa si predstavljate logično, da to obstaja za druge stvari in za neko drogo, ki bi se jo rekel adrenokrom, ker pač eni lahko vse. Kapitalistične živine na tem svetu itak lahko vse, ker denar pač vlada svetu trenutno. Vir vsega tega ne bi bil en video in sicer video osebe Timothy Charles Homestead. Starejši moški, ki se preprosto samo pojavi v dnevni sobi, ki sedi in govori o tem na kavču domačem. On govori, da ne bi ti ameriški tjulni oziroma silsi, se veste, ta mornarica, da ne bi rešili iz Kalifornije, iz teh robov in kletk 2100 otrok. A se sliši moj pravi nastroj zadnji? Ne moram pomagati, ker moram upreti nujo, sorry. Zato, ker on trdi, ni nobenih dokazov in nobenih dokazil o aretacijah. Če so samo to, da so otroci v kletkah in pa pač tista kakšna fotka, ki je likala, pa to itak ne moreš točno vedeti, ali je legit ali ne, ampak zdaj se mi mečka naivno sklepa, da nič od tega ni res in da zdaj kar ojeva na zdajurnikih, ker pač je nekomu dolg čas. On trdi, da je njegov vir za tako mišljenje v Pentagonu, da je nekako povezan s tem in je prišel do teh informacij in zaključkov. On pa tudi v tem videu omeni, da gre za adrenokrom, da so ti otroci tam zaradi tega, da elite pridobivajo to drogo. Ni povedal točne lokacije, ker ne sme in ne more. On reče, da je njegov poveljnik vodil celo misijo, zaradi česar on tudi tukaj si drzne o tem govoriti, zaenkrat pa za več ni pooblaščen in več o tem ne more govoriti. Ta video je takrat dolgo več kot 100 000 ogledov. Glavno, kot sem rekla, ta video res nočem kar nekaj nakladati, ker informacije je toliko malo, je pa to huge teorija zarote, ki preprosto ogromno ljudi že verjame v to. Ogromno od vas mi piše, da veste, da nekaj je na tem, da verjamete v to, da ste to raziskovali, da res verjamete v to. Jaz sem poskušala najti nekoga iz zdravstva, ki bi mi jasno in glasno povedal, ali pa nekoga iz farmacije, da bi rekel, ja, adrenokrom se dobiva samo na ta način, ali pa ne, dobiva se tudi, se vem, da se dobiva na umeten način, ampak to, kar pa elite uporabljajo kot drogo, ker to je ta teorija zarote in da izgledajo tako, kot boste videli zdaj na slikah, ki so jo vrtele, to pa jaz ne vem, ali ne bi se to dobivali na umetni podlagi ali na pač podlagi res mučenja in smrti. Logično, jaz le nobenega ne obsojam, logično lahko, da noben zvezdnik ni nič narobe naredil in preprosto dobro zgleda. Te bogataše, vse realno, filmske zvezde niso najbolj bogati ljudje na svetu, oni so kaj, mogoče milijonari, bilionari so tisti, ki si lahko prvo še dobesedno čisto vse, a ne.
Skratka, ja, mečkaj nesumljivo, da to bizarno dobro izgledajo, ali pa da ne točki izgledajo res že za en drek in pa čez 10 let izgledajo boljš, valjda je to čuden, pa valjda pogosto so neke droge zraven. Se pravi, ne obsojam, je pa zanimivo razmišljati o tem, pa saj spremljati te stvari, da se počutiš nekako kul človeka, če si večkrat razgledan in imaš odprte oči in verjameš, da se lahko marsikaj slabega na svetu dogaja, ker se pa tiče human traffickinga, ki je pa itak podlaga za vse, pa je fact, to je dejstvo, res milijoni žrtev, tle ni več vprašanja. Alieni, ostanite firpčni, razmišljajte, kaj se v svetu dogaja, ne biti čista ovčka. Pridni boste, se vidimo v naslednjem videu, aj čau, a ja, pa komentirajte od spod, kjer video še hočete videti, aj čau!